Slovenci smo pri kupovanju avtomobilov svojevrsten fenomen. Pa ne takšen, s katerim bi se lahko pohvalili, saj na število prebivalcev pokupimo ogromno novih avtomobilov, predvsem pa se ob nakupu odločamo za tiste, ki so običajno za družinski proračun predragi. Vse poznate rek, ni pomembno, kaj jem, glavno je, da je moj avtomobil boljši od sosedovega. Za Aveja se nihče ne bo odločil na tak način. Nihče ne bo rekel, wow, ta avto pa preprosto moram imeti. Se pa bo zanj odločil nekdo, ki bo s kalkulatorjem v roki lepo pretehtal, kaj za ponujeni denar dobil zameno. In se torej odločil bolj racionalno, kar pogosto sploh ni napačno. Aveja vas ne bo navdušil z vrhunsko notranjostjo, plastika je namreč trda, me to ne moti, ker se je med vožnjo tako ali tako ves čas ne dotikam, pomembno mi je le, da ne škripa. In tukaj ne. Bi pa bila lahko malce bolj živahnih barv, da ne bi delovala tako ceneno. Drugih zamer z tega področja nimam. Prostora je dovolj, nekako povprečno za velikostni razred, tudi sedim dovolj dobro. Vožnja je torej povsem prijetna, govorim seveda o voznih lastnostih, ki so dobre, občutek na volanu pa je celo mnogo boljši kot pri prejšnji generaciji. Še največja zamera gre dejansko motorju. Ta ponuja 85 kW, kar ni malo in dokaj suvereno premika Aveja, a kaj, ko ima menjalnik le 5 prestav in je zato motor glasen že pri 110 km/h. Res škoda, pa še porabi nemalo, na testu skoraj 9 litrov. Vse pa plusi začnejo pri ceni. Aveja lahko dobite že za manj kot 10 000, takšen stane malce več kot 12. Za ta denar dobite dokaj močan motor, 16-palčno platišča, 6 zračnih blazin, ESP, ročno klimo, Bluetooth, parkirne senzorje, USB vhod in celo tempomat. Sosed vas verjetno res ne bo gledal s posebno bolečino v očeh, pa kaj za to? Seveda obstajajo boljši predstavniki razreda, a toliko za odštet znesek ne boste dobili prav nikjer.